Danes smo pozorno spremljali 3 različne borilne veščine: judo, tekvando in karate. Tudi trenerji, ne glede na to, ali so gluhi ali slišeči, ki vodijo gluhe tekmovalce, imajo popolnoma enake pogoje kot trenerji v slišečem svetu. Težko povem, kakšne so nagrade, kajti trener ni hotel povedati celotne številke, vendar je rekel, da kolikor medalj na olimpijadi, toliko je tudi denarja. Ruska reprezentanca je za tekmovanje v karateju pripeljala 16 tekmovalcev. 10 moških in 6 žensk. Na tem tekmovanju, na tem prvem dnevu, tekmovalnem dnevu, smo uspeli dobiti kar 9 medalj. 2 zlati, 3 srebrne in 4 bronaste. Od 2001, ko smo začeli redno trenirati karate, smo se odločili, da bodo od gluhega tekmovanja v Italiji, ko smo začeli prvič Rusi s karatejem, začeli s prvim tekmovalcem, enega v judu. In na tem tekmovanju smo tako dobili 2 medalji. In ko smo bili tako uspešni v tem, smo pritegnili mnogo več mladih tekmovalcev. Trdo smo delali vse do leta 2013. Zahtevali smo visok nivo tekmovanja v gluhem športu, zato smo sodelovali skupaj z slišečimi trenerji, ki so nas vodili in smo povzemali in posnemali slišeče športnike. Dobili smo slišeče trenerje in tako nadaljevali z vrhunskim športom. V Tajpeju je Rusija imela 5 medalj, 1 srebro, 2 brona. Sedaj na teh olimpijadi pa mnogo več, 16 tekmovalcev in 9 medalj. Tudi slišeči na olimpijadi nimajo karateja, imajo pa judo in tekvando. In zato imajo judo in tekvando tudi več sredstev za podporo razvoja športa. V karateju pa teh sredstev toliko ni. Tako da kar nekaj let traja še, da podpirajo šport. Sedaj, ko imajo športniki toliko medalj, tudi z olimpijade, se je tudi ta sredstva namenjena tudi našim športnikom, kar me Torej, vsak ruski športnik, ki dobi za prvo mesto dobi 100 000 evrov, za srebrno 60 000 evrov in za bron 40 000 evrov. V Rusiji je zelo velika finančna podpora vsem športnikom, tako gluhim kot tudi neinvalidom. Invalidi in nevalidi so popolnoma izenačeni pri vseh nagradah, pri vseh pogojih treningov, pri vseh tekmovanjih in vseh sponzorjih. So popolnoma izenačeni. In to nam omogoča velik razvoj v športu gluhih. Kot tehnični delegat za karate naj vas samo seznanim, da na teh Deaf Olympics v Sofiji
je prisostvovalo mnogo več držav kot na prejšnji olimpijadi. Nekatere so sicer odstopile zaradi finančnih razlogov, pa vendarle imamo večje število tekmovalcev kot prej. Skoraj 80 tekmovalcev imamo. In kar je bilo zelo presenetljivo, da so nove države iz muslimanskega sveta. Iran, Turčija, ki pa prej ni bilo. In prvič so danes prisotni tudi in vidimo zelo dobre uspehe in rezultate tudi iz teh držav. Kar se tiče tehničnih bojev, pa ugotavljam, da je kvaliteta izredno visoka. Izredno visoka. In so si zelo enakovredni vsi tekmovalci in vsi so možni tudi dobitniki medalj. Glede tehničnih kac in borb, pravzaprav gluhota ni nobena ovira pri športu in so gluhi že popolnoma enakovredni lahko slišečim. Pri karateju je zelo močna notranja moč, koncentracija, pozornost. In je to lahko zelo priljubljen šport za vse gluhe, kajti gluhota toliko ne ovira pri samem športu. Seveda je potrebna moč, koncentracija in pa zbranost in dolga leta treniranja, da se pili tehnika in šport sam.